Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak je po 2 preloženih predobravnavnih narokih v zadevi s posredovanjem dela varilcev za 6. blok termoelektrarne Šoštanj dopoldne prišla na mariborsko okrožno sodišče. Krivde za očitano nedovoljeno dajanje in prejemanje daril pri posredovanju tujih delavcev za TEŠ 6 ni priznala. Omenjena zadeva je končana za 2 od soobdolženih, zastopnika poljskega podjetja Remak, Mareka Konfiša in Aleša Pangerca, ki sta krivdo priznala in bila ob denarni kazni obsojena na vsak po leto dni zapora z možnostjo odslužitve preostanka kazni z delom v splošno korist. Proces proti Tovšakovi se bo nadaljeval 8. novembra. Slovenska policija je uspešno končala eno izmed najobsežnejših kriminalističnih preiskav tihotapljenja prepovedanih drog. Med sklepno akcijo so zasegli mamila, ki bi bila na črnem trgu vredna dober milijon evrov. Pri preiskavi pa je sodelovalo več kot 100 policistov, kriminalistov in preiskovalcev iz 7 držav Evropske unije. Prijeti osumljenci naj bi bili člani mednarodne kriminalne združbe, tihotapili pa so različne prepovedane droge tako v Sloveniji kot nekaterih drugih evropskih državah. Na današnji dražbi vseh delnic družbe Steklarna Rogaška je kot edini dražitelj pristopila in uspela družba Metropolitana, ki je sicer zastavni upnik. Kot so sporočili iz Metropolitane, je zanimanje za nakup steklarne izrazilo več ponudnikov, ki pa niso želeli izpolniti dražbenih pogojev. Zato je vlogo začasnega lastnika prevzela Metropolitana. Steklarni želi poiskati strateškega lastnika ter ohraniti razvoj družbe in njeno prisotnost na svetovnem trgu kristala. Naftni derivati so se ob polnoči znova pocenili, izjema je le 100-oktanski bencin. Ta se je namreč podražil za 0,7 centa. Za 0,2 centa se je pocenil neosvinčen 95-oktanski bencin, cena dizelskega goriva pa je 0,8 centa za liter nižja, kot je bila včeraj. Pocenilo se je tudi kurilno olje in sicer za 0,2 centa. Danes je mednarodni dan bele palice. Pripomoček za slepe in slabovidne služi kot podaljšek roke in antena za prepoznavanje in zaznavanje ključnih predmetov ter ovir v okolju, je zapisano na spletni strani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki opozarja na restriktivnost pri dostopu do medicinsko-tehničnih pripomočkov. Glede na izsledke raziskav pa naj bi v Sloveniji imelo resnejše težave z vidom 30.000 ljudi. Slovensko nogometno reprezentanco zvečer v Švici čaka zadnja tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2014. Švica, ki je s prvim mestom v skupini E že zagotovila nastop na prvenstvu, slovenski nogometaši pa si danes želijo zmage, saj bi jih ta popeljala najbližje drugemu mestu in dodatnim kvalifikacijam. Za pot Slovencev v Brazilijo Islandija ne sme zmagati na tekmi v Oslu proti Norveški. Poleg tega obstajajo še druge možnosti, pri nekaterih zadostuje tudi že neodločen izid. Upamo na zmago, zdaj pa kaj pa bo, pa ne vemo. Da bo zmaga. Koliko? 1-0. Ni šanse. Predobri so. Za nas. Še vremenska napoved, po noči se bo povsod pooblačilo in proti jutru bo dež prehodno zajel vso Slovenijo. Dopoldne bodo padavine od severozahoda ponehale, zjasnilo se bo. Zapihal bo severni veter. Popoldne lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha. V četrtek in petek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Jutri bo minilo natanko 1 leto od začetka delovanja radarjev v Mariboru. Projekt čaka epilog na sodišču. Začelo se je cepljenje proti gripi. Zdravniki opažajo, da se zanj odloča manj ljudi. Slovenske kmetice opozarjajo na vse slabši položaj tako mladih kot starejših žensk na kmetijah. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.